Evo, rinem gor, še 50 višinskih metrov. Noro zanimivo tukaj na. Dobro jutro iz Pokljuke. Danes se odpravljam na Viševnik. Seveda pozim v snegu. Kaj ne pričakujem. Sem se nekako upremil. Glejte, celo cepin imam. Imam tudi dereze v notoruzaku, če bo treba. Zdaj sem tle na Rudnem polju. Tle sem parkiral avto. Zdaj pa grem počas naprej. Jaz mislim, da bo tole en fantastičen dan. Še vedno sem tukaj na Rudnem polju. Označeno imajo kar dober. Vidite, tabla Viševnik Triglav. Tukaj sem videl ljudi, da so si gor dajali neke verige na čevlje, da ne odrseli. In lejte, točno tukaj pred menoj je ena gospa prele tako pala. No, pa tudi en zelo drsi. Tako da bom šel kar tukaj čez. Tako da, ja, tole je čisto ledeno, drseče, fino bi bilo, da bi jaz imel tist neke take verigce gor dajejo. Jaz sicer v ruzaku imam dereze, ampak bi bilo tisto verjetno boljš, ker za dereze pa tukaj ni je pa. Evo, dobrega tiščin gor. Gre kar dober. Sam nimam jaz izkušenj s tem stvarmi in sem se pa preveč oblekel. Sem se že ful slekel. Tudi tole sem prej dol dal, tako da sem bil v kratkih rokavih, ker na soncu je tako vroče, da morate verjeti. No, imam pa tudi smučarske hlače in čist prevroče v njih. Ampak jaz sem rekel, na 2000 metrov grem, se moram zimsko obleči, ker že dostikrat se mi je naredilo, da sem kam šel visok, pa sem bil poletno oblečen. Tako da nikoli prav ne zadenem. Ampak dober, ni to razlog za jambranje. Nič, gremo naprej, drugače pa lejte lepo. Takole po snegu, ko se bo še kaj odprlo, bo to še 100krat lepš vse skupaj. Da se malo nadiham. Tle je ful strmo. Veste kaj pa? Dober, če ful strmo. Tukaj višino ful hiter premaguješ. Sem zdaj na uro pogledal tole Polarjevo, ki jo imam. Višinsko razliko. Še tamle imam v spominu, malo nazaj je bilo 1500 pa še nekaj. Zdaj pa 1675. Še tole dam gor. Bom že na 1700. Tako da jaz sem to začel šele pred kratkim uporabljati in mi je ful dober. Ker vem, kje sem. Mislim, jaz sem tak človek, da mi je dober, da vem, koliko je še do vrha in to mi odgovarja. Tako da jaz lažje pridem gor in bolj užitek je vse skupaj. Ne vem pa, kako je pri ostalih. Še 50 višinskih metrov. Evo, glih, zdajle je bilo 2000 metrov. Lejte, vrh je tamle gor. Še 50 višinskih metrov mal. A lejte, tole en lušen kuža mi je prej palco prinesel, pa zdaj, da mi je tudi zdaj nese, ne? Se je premislil. Drugač pa razgledi fenomenalni. Škoda, ker ni imel več snega, bi bilo po mojem še lepš. Lejte, super tole. Res lepo. Noro zanimivo tukaj na. Tole, ki vidite, je vrh Viševnika, 2050 metrov visoka gora. Poglejte, kakšen super razgled imam od tukaj. Same zasnežene gore.
Lejte, to zdaj na sredini, tam od zadaj, ki vidite, to je Triglav, pa tam čist malo desno se vidi Kredarica. V glavnem tole sem res izkoristil. Super tale dan, prvi v letu 2022. Splačalo se iti, to je tudi, bom rekel, relativno kratka pot. Prideš v 2 urah pa pol, tle nekje, zelo hitro se, strmo se, gre hitro, zelo strmo se vzpenja in hitro premaguješ višino in čeprav je kar nekaj višinske razlike za premagati. Tako da lepo, tudi teli ptički so tukaj. Ko sem bil na Begunjščici, so bili tisti tam na Begunjščici so bistveno bolj korajžni. Oni so ti z roke jeli, te so pa zelo boječi, celo na en se ti boji prideti. No, tole je zdaj tale vrh, čist uradno tole, ki vidite. Tako da zdaj se pa lepo dol spustim. Glejte, tole dol je Pokljuka, oziroma Pokljuka je tamle. Tole, kar tukaj dol vidite, je Rudno polje. To je tle, ki je tek na smučeh. Vidim, da ljudje pa še gor hodijo. Tako da se pa že malo mrak, malo bo mrak, tako da je čas za dol iti. V glavnem, fenomenalno. Napišite v komentar, kako ste pa vi današnji dan izkoristili. Kakor sem rekel, je kar strmo za gor. Lejte, takole gre dol. Zdaj pa ne vem, če bi vam eno stvar, ki me boste kregali. Brez da res grem dol, ker jih imam sicer seboj, ampak tisti, ki me malo dlje časa spremljate, veste, da sem bolj neorganiziran in jaz sem jih vrgel noter v rozak, nisem pa pogledal, če mi pašejo na čevelj in seveda mi ne pašejo. Da bi mi pa pasale, bi pa rabil nekaj za prešraufati, seveda nimam pa orodja. Tako da, ja, sem budala, vem. Sem pa tudi videl, jaz po zimu hribe nisem že dolg časa šel, sem pa videl, imajo ljudje ene fine take mini derezice, bi rekel, tako gumasto je, sem gor natakne po mojem v pol minute. Tako da to grem, ko grem prvič v Ljubljano nabaviti, ali bom pa kar prek interneta to nabavil. Ne znam, ne poznam, ne bom prek interneta, moram videti v živo, pa da mi človek svetuje, pa tako naprej. Tako da ja, da lejte, upam jaz, da bo to prišlo. Sicer zdaj bo kdo rekel, neodgovorno, pa on, pa tret, ampak lejte, ubiti se tlele ne morem. Če padem, si lahko zlomim nogo, to je pa po mojem največ, kar se mi lahko naredi. Ampak boste videli, da bom prišel jaz srečno do cilja. Mogoče še bolj srečno, zato ker bom bolj pasljiv. Ni pa to pametno, da ne bo še kdo drug to počel. No, mi je pa včeraj en napisal, da je gor prišel brez deres, zato tudi nisem to preveril, ali grejo gor ali ne. Mislim, ni ta človek kriv, da ne bo to narobe razumljivo, ampak sem rekel, si najbrž itak nam deres rabu, kvačem sploh gledati. Tako da, oziroma, tu sem se šele spomnil, ko sem gor šel, da nisem pogledal. Neč, to je to, zdaj pa srečno dol. Prispel na Rudno polje, na Pokljuko. Še dol je šlo lažje, kot sem mislil.
To, da nisem v deres, sploh ni bil neki problem. Glejte pa, kakšne lepe barve so neba. To bi mogel zgoraj videti. Drugače pa tukaj je to, ker so smučarski teki. Enkrat jaz tudi občasno malo tečem, tako da enkrat sem že tukaj tekel. Fino, no. Tako da popolnoma izkoriščen dan. Je pa podplati me bolijo tako, da vam ne morem povedati. Imam pa tu neke stare gojzdarje. 20 let, ko sem šel v Indijo, leta 2001 sem jih kupil. Sicer so mogli to takrat dobri biti, ker sem dal za njih $25,000, s tem, da je bilo 40% popusta. Ampak veste, tu so tista stara vrsta gojzdarjev, ki so bili bolj trdi. In tako da moram zdaj si tu pa nabaviti neke te visokogorske merelke, ker zdaj imam unete nizke merelke. Sem pa videl eno punco, da je imela take visokogorske. Malo bi pol, kaj je zmrzeno na cesti. Sem pa videl eno punco, da ima visokogorske in še iste barve, kot moje. Take visoke, prav dobre so bile. Tako da moram to nabaviti, ki je čist drug občutek. V zadnjem kadru mi je zmanjkalo baterije, tako da je prehiter prekinilo. No, vse večinoma sem že vse povedal. V glavnem, fantastičen dan je bil. Je pa tudi zdaj lušno, ker si bom te gojzdarje sezul po avtobusu. No, pa še ena kolegica me je kontaktirala, da je tukaj glih na Bledu, pa me na kavico povabila. Tako da, še to dodatno. Tako da, super. Jutri pa ne grem nikamor. Jutri bom pa ustvarjal, bom pa malo videe montiral, članke pisal in tako naprej. Če ti je bil ta video všeč, narod se na moj kanal, všečkaj, pa napiš kakšen komentar. Pa tudi moj blog Tomaž Gorec lahko malo počekiraš. Ne pišem glih pogosto, vsak mesec pa saj eno zanimivo stvar napišem. Nič, lepo ti se mej, pa hvala, ko si gledal tale video do konca.